V ponedeljek so se odprli tudi verski objekti. Slovenska škofovska konferenca, to je najvišja ustanova katoliške cerkve v Sloveniji, pa je napovedala, da bo odprla cerkve še preden je to vlada dovolila z odlokom, kar je sprožilo nekaj vprašanj. V Sloveniji so verske skupnosti namreč ločene od države, kar pomeni, da imajo vsi ljudje, ne glede na veroizpoved, enake pravice. Vse verske skupnosti pa morajo spoštovati zakone in predpise, ki veljajo v Sloveniji. Preden vstopite v cerkev, džamijo ali katerikoli drug verski objekt, si morate razkužiti roke in spoštovati varnostno razdaljo. In zdaj vaše vprašanje. Gledalca Leona zanima, ali letos prvo sveto obhajilo in Birma bosta. Kratek odgovor na to vprašanje je da. Predstavnik tiskovnega urada Slovenske škofovske konference nam je sporočil, da bodo po pričakovanjih slovesnosti ob prvem svetem obhajilu maja in junija. Pri tem bo lahko v skupini prvoobhajencev največ 5 otrok. Na spletnih straneh nekaterih župnij pa so že objavljeni datumi, iz katerih je razvidno, da je obred ponekod prestavljen na jesenske mesece. Takrat bodo večinoma opravili tudi birmanja. Če se bodo razmere v Sloveniji izboljšale, se bo vse to morda zgodilo že julija in avgusta, pravi tiskovni predstavnik in dodaja, da o tem, ali bo zakrament prvega svetega obhajila podeljen, odloča župnik. Pogoj za sprejem vsakega zakramenta pa je, da so otroci nanj pripravljeni. Pri organizaciji obeh dogodkov bo cerkev upoštevala tudi splošna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, to je obvezno nošenje maske, razkuževanje rok pri vstopu v cerkev in upoštevanje medsebojne razdalje.